Cenjene gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Neposredno. Današnjega gosta smo že gostili v tej oddaji, kjer smo se z njim pogovarjali o različnih rečeh. Naprimer, pogovarjali smo se o razliki med naravno in pravno osebo, tudi o ohranitvi ali izgubi gotovine in tega digitalne valute. No, vse to, kar smo se takrat pogovarjali z nami, bomo dodali, nadgradili oziroma pogledali še z dodatnih zornih kotov, saj je v tem času gospod Boštjan Kojc napisal tudi knjigo. Pozdravljeni, gospod Kojc, in najprej čestitke za knjigo. To vendarle neko osebno zadoščenje, človek čuti, ko da iz sebe, ko vidi rezultat, kot je to pred sabo. Je neko zadoščenje. Zdaj vsi nekako, ki se ukvarjamo z sporočanjem raznih vsebin, čutimo zadovoljstvo takrat, ko neka stvar ugleda luč sveta. Naj si bo to pevec, pisatelj, pesnik ali pa nekdo, ki ustvarja televizijske oddaje. Tu zdaj je na voljo, torej bi vprašal tudi po naslovu, ker je ohramba človeškosti. Mogoče ohrambo ni treba, ker razumemo, kaj je, ampak kaj je tisto, kar si vi predstavljate pod človeškost? Zakaj ste dali ta naslov? Kateri predikati človeškosti so bili tisti, ki ste jih imeli v misli tukaj? Ja. V današnjem času živimo v času nekih množičnih popačenih predstav o tem, kaj so tiste osnovne stvari, kaj šele o kakih stvarih, ki se dotikajo večine ljudi. In pozabljamo pogledati v sebe, ker tudi že navzven vidimo vse skupaj zamegljeno. In človeškost je tisto, kar je precej zanemarjeno v našem zavedanju. In človeškost je, kot vemo, tudi temelj vseh človekovih pravic in jih ravno zaradi tega ne uspemo živeti ali pa počrpati. Tako da se oddaljujemo od svojega bistva v času prehajanja v neki transhumanizem. To je ravno tisto, ko sem se spraševal ob tem naslovu, ali ste izhajali iz tega, da ne glede na to, kdaj si rojen, kje si rojen, v kateri kulturi, kateri rasi, da imamo nekatere skupne imenovalce. Ali je, da si torej tako, vi dostikrat poudarjate, tudi naravna oseba. Ker včasih je že bilo zapleteno, kaj človek sploh je. Ker ali je to zgolj produkt potem nekega evolucije, naključja, ali je potem to človeku podobno bitje, ki ga je Bog ustvaril, ker to takoj za sabo potegne, pa to, kar ste omenili, tudi razumevanje prava, na kateremu posvečate velik del knjige, do tega bova še prišla. Ker ne nazadnje, če je človek zgolj nek produkt, skupek celic, tkiv, potem dosti lažje se mi zdi tudi zagovarjaš neko, recimo, sužnje lastništvo, sužnja, Ker če je pa človek nekaj tisto, kar presega ostalo naravo, potem pa je seveda neko drugo pravo, ki na tem počiva. Torej, bi lahko enačili človeškost z njegovo naturo ali z, kaj bi rekli, njegovo duhovno podstatjo ali oboje skupaj. Kaj je ta človeškost, ki je verjetno vsem homo sapiens, vsem ljudem enaka? Ja, bistveno vprašanje našega sebstva je naša identiteta oziroma istovetnost, lepše po slovensko. Naša istovetnost je odraz nas samih. In to vedno zagovarjamo. To predstavlja našo resničnost in dejansko življenje svojega življenja. Dočim oseba, pa če pogledamo osnovni temelj razumevanja, kaj to je dejansko poslovna maska. In v tem okolju, v katerem živimo, družbenem okolju, nosimo neke poslovne maske za ustvarjanje poslovnih odnosov med nami in to prinaša nižjo raven tega, kar smo. Se pravi, to je v bistvu reduciranje tistega, ne nadgradnja, da ti padeš v te neke pravne uzance, ko postaneš oseba, nisi več toliko prost v tem, kot naravna oseba. Oseba je redukcija človeka. Zanimivo, tako. In večkrat je rečeno naravna oseba, ampak kaj je naravna oseba? Oseba je nekaj o sebi, torej tisto, kar je podano ali zabeleženo, shranjeno, domnevano. Tako. To je nekaj o sebi. Ampak to je samo en delček tega, kar dejansko sem jaz, ti, vsi mi.
Kaj pa potem zapopade celoto človeka? Je to recimo v kak koncept, bi rekli? Ker rekli ste sebstvo. Naprimer, sebstvo je z psihoanalize, ne? Tudi Jung je uporabljal, verjetno tudi Freud. Ali to pomeni, da bi bili recimo z psihoanalizo ali pa s katero drugo šolo pridemo bližje bistvu človeka? Kaj mislite, kaj dobro opiše bistvo človeka? Šola, ideja, jaz mislim, da sta ta, ki sta nam precej dostopna, pa razumljiva, pa sodobna, sta ravno Jung pa Koitz. Martin Koitz je z svojimi knjigami obdelal ogromno teh področji. Jung je pa nekje prepoznan v našem okolju kot neka svetovna marka. Ne? In ta dva mislim, da sta najbližje temu mogoče z filozofskega vidika. Ker mislim, da je celo, Koitza ne poznam toliko, Jung je včasih mi bil zelo ljub, zdaj bom rekel, sem se malo od njega oddaljil, ker na nek način skozi svojo prakso spoznava tudi na mejnih primerih, recimo, ne bom rekel, norost ali pa deviacije v obnašanju, po drugi strani je pa imel tudi to akademsko oziroma to izobrazbeno, da je znal to tudi ubesediti, da so lahko take besede kot sebstvo, id, jaz, nadjaz, da se potem prihaja tudi do arhetipov. Vem, da je Jung rekel, da ko je analiziral sanje, je rekel, so nekateri arhetipski vzorci, ki so enaki skoraj po celi zemlji ljudem. Tako da jaz tudi verjamem, da je tu Jung zelo, zelo blizu prišel tistemu, kar so prej rekla, da mogoče se narobe kot naravni človek tudi imenuje. Eden od teh pravzorcev ali pa arhetipov je tudi naše delovanje. V bistvu delujemo tako kot en roj in v tem svojem rojenju ustvarjamo to svoje sobivanje z vsemi ostalimi. Zdaj pa, če smo navajeni biti kot poslušna, nerazmišljajoča čredica, ne bomo imeli vpliva na svojo zunanjost. Če pa smo aktivni dejavnik, ki skušamo doprinašati nekaj dobrega, ali pa tudi tisti, ki to ne počnejo, ampak počnejo kaj drugega, se ustvarjamo in z lastnim pogledom tudi usmerjamo svojo energijo v to, kar je okrog nas. Nekaj, kar sem se jaz recimo skromno ukvarjal, ampak vendarle v nekih sestavkih, nekih člankih, sem vedno zagovarjal tako imenovano relacijsko ontologijo. Če se ontologija beseda, ki pomeni, da se poskuša nekje zaobseči bistvo srčika človeka, in da je ta srčika lahko samo v odnosu z nekim. Sej so tudi, poznam, zdaj mi je prišlo na misel Tarzan, ali pa da tisti divji ljudje niso niti razvili govora, če so bili že kot dojenčki v džungli, prašumi, in so imeli v stiku samo z živalmi, tudi te osnovne komunikacijske sposobnosti ne razviješ. Se pravi, ali pa zdaj sem se spomnil, nekoč sem slišal, da če se dojenčka ne dotakne mama nekaj časa, da celo lahko shira. Mi smo odvisni, to, ko ste rekli, roj oziroma skupnost, občestvo neko, in tu not smo, kot riba v vodi. Zdaj, o izvornosti človeka se dejansko lahko razpravlja, razglablja, pa potem usklajuje poglede. Predvsem pa bi mogoče jaz svoj pogled tukaj na neke začetke izpostavil, oziroma bolj vprašanja kot kako trditev. Zdaj, jaz si ne bi upal trditi, da so to bili neki praljudje pred milijoni let, ki niso znali govoriti, zaradi tega, ker zgodovina, jezikoslovje in tudi notranje čutenje govorijo o tem, da je ta naš jezik, ko ga prepoznamo, njegove kvalitete tudi takšen, da govori o tem, da je prajezik. Zdaj, če to združimo še z genetiko, ugotovimo, da je to seveda zelo povezano in je naš lasten izraz. Poglobljen izraz in slovenščina kot mogoče celo najbogatejši jezik, čeprav so mu vzeli 30.000 besed že do zdaj, je še vedno tisti, ki tvori sporočilo iz smiselnih zlogov.
ki so oblika čustvenega odziva na zunanji dražljaj ali pa neko misel, na neko občutenje. In to tudi kaže na to, da je lahko ta polnost jezika tista, ki ustvarja. Vse na nek način, mogoče sem zašel s tem, ampak bom poskušal povezati nazaj. Znani filozof Wittgenstein je rekel, meje mojega jezika so meje mojega sveta. Torej, tisto, kar ne znam ali pa ne morem obesediti, kot da ni, in ali se razvija skozi neko že predhodna orodja, to nadgradnja, ta dodatna, ali si pomagamo z razvojem jezika, ali pa enostavno tisto ostane neizrekljivo. In ker v tej knjigi je to kar precej strani namenjenih pravu, je ne nazadnje to, kar ste rekli, eno je to, če se ti dogovoriš znotraj nekega plemena, kjer je beseda poglavarja glavna, druga je pa, ko potreba že v nekih bolj kompleksnih družbah, pa ravno na podlagi jezika, ki je, besednjaka, ubesediti v pravo, ki bo urejalo naše medsebojna razmerja. In tu je zelo važno sploh, katere besede so na razpolago, da bi tudi pravo bilo dobro. Včasih se zatakne že preambuli, da v izhodišču iz česa bo, na katerih podlagah izpeljujemo te člene tega in tega zakona. Gotovo. Ampak samo izhodišče vsega skupaj je pa naša lastna presoja, kaj je dobro, kaj je prav. In tu potem pride do teh pomenov besed. Prav je dobro, narobe je slabo. Oziroma lahko enaki vrstni red nazaj. Slabo ni prav, dobro je pa prav. Tu je to, točno to, da se z jezikom, takoj ko se pojavi jezik, ali če tudi je govorica simbolna, je vendarle že tu ta razmejitev, da najprej med prvimi besedami je gotovo, nekaj je dobro, nekaj je slabo. To so prve besede, ki jih moraš imeti, ali ne skoči v ogenj, ker boš umrl, ali se upečeš, ali pa v ogenj daj kruh, da boš lahko jedel, ali pa ne pleši pred divjim sablastim tigrom, ker te bo pojedel, če malo karikiram. Ampak zdaj bi šel malce nazaj, najprej na te ene osnove, ker knjiga je kar obsežna. Torej, zdaj sem vam malo naslov, bi še pa omenil, ker bi vprašal, ker sem gledal, to ni neke založbe, to je samo založbe. Je, to je samo založbe. To sem predvideval tudi, Potem tudi niste delili zelo na poglavja, tu ste jih našteli, zdaj da bi poglavja združevali. Tu je zdaj, tega bo se zdaj dotaknila butalskosti, potem pa pravo, ali pa še kaj vmes. Torej, niste niti želeli, kako bi rekel, preveč strukturirati knjigo, da bi se brala kot zaporedje. Ja, to je več ali manj 78 samostojnih člankov, ki se pa nekako navezujejo, mogoče po enem smislu en na drugega. A lahko jo beremo tudi samostojno, tako, ni mus, da se razume, da je neka rdeča nit morala biti skozi. Zdaj, tisto osnovno. Torej, motiv sva že posredno izpostavila, ampak mogoče še enkrat, kaj je osnovni motiv oziroma kdo je ciljna skupina, ker potem tudi motiv bolj razumemo. Ja, najprej ciljna skupina. Prav. Ciljna skupina so vsi razmišljajoči ljudje, ki imajo občutek, da so v neki fazi prebujanja ali pa da so prebujeni, da si želijo odkriti neko širino svojega pogleda, zato da bojo našli svoj prostor v svetu, kjer bojo lahko neomejeno ali pa vsaj bolj svobodno doživljali svoje življenje kot tisto najpomembnejše poslanstvo svojega obstoja. Ker zdaj, ko si živ, ti v materialnem svetu izkušaš neke preizkušnje. Ampak odgovori od teh preizkušenj so pa odgovori za dušo. Brez da bi tukaj sem prišel z enim takim namenom, je tudi vse skupaj brez smisla. In to življenje, ta izkušnja in tudi odgovor naj bo čist. Pa moraš biti intelektualec, da boš to razumel, prebral. Dobro, vsakem se nekaj skriva, neka strast.
Jaz verjamem, da so ljudje v samem izhodišču dobri, ne da so slabi. In jaz bi ravno z drugega izhodišča šel v to razmišljanje, kot bi rekel, nas ta sistem uči. Uči nas, da je človek slab, da je nesposoben, da je nekoristen, da je škodljivec in da ne zmore sam pametnega čisto nič napraviti v svojem življenju. Zato potrebuje vodstvo. Jaz pa ravno drugače gledam. Če človeka pustiš svobodnega, se bo razvijal, bo imel sicer svojo tisto neposredno izkušnjo, ampak bo vedno tudi skozi razne preizkušnje iskal odgovore na to, kaj je dobro in kaj je prav. Zdaj, da se zaslediti nekaj poskusov, jaz sem bolj spremljal tistega v Montrealu, ko so dali ljudem v enem območju univerzalni temeljni dohodek, bi danes sodobno temu rekli, in prva misel je bila, to bo sami lenuhi, tu se ne bo nič dogajalo. Od začetka so res ljudje kompenzirali tisti svoj manjko, popravili hišo, šli na dopust, pa neke take zadeve uredili, ampak slej ko prej, v relativno kratkem času, so pa prišli do tega, da so hoteli nekaj prispevati. In so dejansko vsi, ne glede na to, da so imeli že tisto podstat oziroma osnovo preskrbljeno, so vsi bili dajalci, so bili tisti, ki prispevajo k neki družbi in k dobremu razvoju. Hkrati so bili pa tudi branik pred negativnim, pred slabim, ker so imeli neko oporo že v tistem svojem stavu. To bi verjel, ne poznam sicer podrobnosti okrog tega, ampak domišljam si, recimo nekako v stilu že tega starega predočišča v Delfih, te orakli, Apolonovo svetišče, spoznaj samega sebe. In ti lahko samega sebe spoznavaš recimo tudi preko tega, da poskušaš lenariti na tuj račun. Ampak potem boš vseeno, če si toliko pošten, verjetno čez čas nesrečen, ker človek po naravi želi biti del nečesa, neke zgodbe, prej sva rekla tudi ne samo skupnosti, ampak to vidimo tudi po teh bogatih, slavnih, ki se ali drogirajo, ali so zapiti, tudi če imajo vile, bazene, hiše, karkoli. In so na robu obupa, ravno zato, ker nimajo tega pristnega stika z neko kreacijo, z nečim, kar so del nekega, da prispevajo k nečemu. Znam, če me je presenetil, pozabil sem, kdo je ta bil znani filmski igralec, pa ni tako samostojni, osamljen primer, da začnejo kupiti neki ranč ali pa torej kmetijo in začnejo gojiti gosi, kokoši, konja in tu najdejo, da mu korenje doma zrase. Se pravi, jaz verjamem, da je del populacije, verjetno, ki bi vztrajal zelo dolgo tudi v zlorabi, se pravi univerzalnega temeljnega dohodka, da bi pa, se strinjam, verjetno večina spoznala, da to na dolgi rok, da potisnem, tudi če si šel na Havaje, zatem pa, da bi prišel, da bi čez čas bil nemiren, prazen. Ja, jaz se dejansko zavzemam, pa tudi predlagam take stvari, da bi poskušali ljudje sami ugotoviti tisto svojo vrednost in to vrednost, tisti, ki so sposobni, oblikovati na tak način, da je v obliki menjalne vrednosti. To pomeni, mi lahko v končni fazi pridemo do tega, da ustvarimo svoj finančni svet, svojo ekonomijo, pa svoje gospodarstvo, ki je neodvisno od tega utečenega, bi rekel, na katerega smo tak fejst navajeni. Ampak navajeni smo na marsikaj. Tako hudo smo navajeni, da zelo težko vidimo kaj drugega. Plus tega smo željni tega udobja. In radi bi se zavili v en prostor, kjer nimamo neodgovornosti, ne nuje, zato imamo zavarovalnice, pa nekoga, ki nam organizira službe, pa vse je organizirano. Da bi pa sami kaj zase organizirali, je pa že problem. In se ljudje včasih sporečejo ali pa razidejo zaradi takih banalnih stvari, da je smešno. To je tisto, ko tudi jaz, recimo kot narovarstvo, ekologijo ali pa katerokoli drugo področje, ker je to eno od teh človeškosti, natur človeka, je ta, jaz rečem, ne rečem jaz, ampak kako močan je zakon inercije, torej upiranje spremembi. Nekaj, kar se giblje, se noče takoj ustaviti, nekaj, kar je ustavljeno, se težko spravi v gibanje. In ta pregovor navada, železna srajca še kako velja. Zato včasih je
frustrirajoče, ne, poskušati dopovedati, oziroma niti ne moreš računati na uspeh v kratkem času in celo ugotavljamo, ne, da morajo pač miniti določen čas, da se tudi seme, ko se poseje, ne, treba čakati, da dozori. In tu je doba enega življenja človeškega je včasih tako kratka, ne, da te včasih žalosti, da nekaj, kar si hotel, ne, da bi se popravilo na boljše, vidiš, da traja dlje, kot pa da boš mogoče videl rezultate. Ne. Ja. Če poskušamo pogledati malo nazaj, generacijo, 2 ali pa 3, opazimo, da so ljudje drugače živeli, seveda, ne? In opazimo tudi, da so bili sposobni se soočati s svojim življenjem na en drugačen način, bolj sproščen, oziroma vse so živeli in vse so čutili kot svoje, pridelati hrano, se obleči, potovati, pa vse take stvari, brez da jim nekdo nekaj diktira, ampak so se vedno zanašali na same sebe. Danes smo pa res osiromašeni za svojimi vedenji in izkušnjami do te mere, da če nas postaviš zdaj nekam, kjer ni organiziranega življenja, smo zgubljeni. Samo predno greva naprej, zdaj se mi pa dali, mislim, zamisliti, ker ko gledam na internetu, na YouTubeu, je pa zelo veliko ogledov in zelo veliko komentarjev o teh, ki se snemajo, kako preživeti v naravi. Si delajo bivake po zimi, poleti ali v divjini. Vseeno imaš to neko nostalgijo ali pa čutiš, da si s tem nekaj izgubil, ko si postal tale homo consumens, človek potrošnik. Ne? Zdaj še pa malo hujše. Zdaj se je začel uporabljati izraz Borgo sapien. Tako da od 2013, ko je bila tista sodba Vrhovnega sodišča, da ljudje, ki so spremenjeni z gensko spremenjenimi snovmi, enostavno nimajo več človekovih pravic, ker to niso več oni. In zdaj se zgodba nadaljuje do te mere, da seveda bojo poskušali čim več ljudi čipirati in spraviti v to neko mrežo, ki bo delovala po komandi iz enega centra, pa pošiljala povratne informacije dejanskega stanja. Samo zato pa potrebuješ nerazmišljajoč in sem zopet pri inerciji ali pa pri tem konformizmu, do kateremu ljudje hitro zapadamo, ali pa slepemu verovanju avtoriteti, ali pa enostavno so že tako perfidne, tako prefinjene te niti, s katerimi puppet masteri z nami manipulirajo, da ali ne vidimo, ali pa enostavno se jih tudi ne znamo izogniti. Ne vem, to je zelo težko vprašanje. To je 5. generacija vojskovanja. Ko sovražnik absolutno, ne da ne pričakuje, niti ne opazi, kdaj je napaden. Zdaj, če se strinjate, oziroma knjiga je kar debela, jaz sem si izpostavil, recimo, da bi 3 odlomke prebral in če dovolite, bi dejansko postavljal na nekaterih mestih tudi kot izziv, da bi bilo tudi dejansko izmenjava mnenj. In takoj bi vprašal, recimo pri tem prvem, ker ste omenili, da zaupate naravnemu človeku, da je v njem tudi modrost, kako potem naslov Butalskost kot nevarnost človeškosti? In obstaja torej hujša nevarnost od hudobije. To je sila, s katero se ne da sporazumeti ali se z njo neposredno spopasti, niti ne pomaga, če jo razkrijemo. To je butalskost, ki se potihoma razrašča in v svojem pustošenju pušča ljudi, namerno ljudi, to ni napaka, slepe ter imune na logiko. Butalskost je umski neuspeh, udejanjen v obliki moralne in družbene krize, ki razrašča sovražnosti in dovoljuje le slepo poslušnost ter neodzivnost na krutosti okrog sebe. Kako se zdaj to sklada s tem, kar ste prej rekli? Ali smo butalci ali bi znali biti modri, če bi bili sami zase? Jaz imam zelo rad svet okrog sebe. To vključuje rastline in živali in ljudi in vse. Jaz imam recimo tudi dober odnos z mačkami. Mačke tako instinktivno v mojo bližino pridejo, pa se dobro počutijo. Poznam pa človeka, ko je mačka prišla na njegovo teraso in se prestrašil, se hotel znebiti, zgrabil in vrgel dol. Mačka ga je v tisti paniki vgriznila in popraskala, pa je imel poškodovano roko. In zdaj lahko on sovraži mačke in naredi križ čez njih. Jaz bi pa
pri svojem vztraju, ne. Meni nič napravijo. Jaz tudi nimam probleme, če kakšna osa preleti ali pa kaj, nekdo bi spaničaral, ne. In jaz vidim tiste dobre lastnosti, ki so vredne. Zdaj, če bi ljudi, tako v tistem filmu The Giver, enostavno cepili za to, da bojo brez čuteči, ne, oziroma brez čustev, zato da bojo vsi v nenasilju samo trezno razmišljali do tiste mere, koliko je s propagando opredeljena, pa bo mir, pa ne bo nasilja in nič. Lahko bi na ta način gledal, ne? Vse je treba umetno postaviti, da bo mir. Po drugi strani je pa tu ljubezen, pa so vse čustva, pa so barve, pa so vseh vrst izkušnje, ki polnijo človeka v njegovem izkustvu. In dobra beseda dobro mesto najde, pravijo, ne? Pa še par takih rekov je, na začetku si je reke omenjal, ne? Ki so izraz nekih preizkušenj in dajejo neki normativ, bi rekel. In s tem, ko sami doživljamo nekaj dobrega, imamo svojo držo in sevamo to v svoje okolje. Seveda se okolje na to odziva. In če smo mi zadovoljni z njim, lahko nekaj dobrega dajemo. Če pa okolje sovražimo, pa ne moremo pričakovati nekega... Ja, in tu je to, se mi zdi, predajanje tem primarnim nagonom, ki ga je predvsem strah. So nagoni, seveda tudi ljubezen, potreba po ljubezni, ampak predvsem ta varnost, mislim, da je najbolj bazičen, pravijo celo strah. In zdaj se ne popolnoma, ampak bistveno bolje že tudi razume delovanje, se pravi, celega prek možganov, živčnega sistema, oziroma kje so tudi centri možgan, ki kaj nadzorujejo. In dosti krat rečejo, da ne vem, so tisti plazilski možgan, tisti ali agresija ali strah, nekje najstarejši v srčiki, da so ti korteks, limbični del, da taki pa to nadzira, ki to kroti, ki dejansko pove, kdaj se naj kaj, mislim, kako bi rekel, ki dejansko nadzira vse skupaj, da je do tja treba včasih z nekaj napora tudi priti, da se ne prižge takoj ta center za nadzor avtomatično. In tu je mogoče, a je to mogoče zdaj potem ta butalskost, je prepuščanje tem negativnim čustvom, negativnim primarnim nagonom in ne vklapljanje teh nadzornih funkcij, ali kaj zdaj. Bolj, ko smo izpostavljeni nerazumljenim pogojem našega okolja in raznim situacijam, nad katerimi nimamo nadzora, bolj se počutimo nemočne in bolj nas je strah. In ravno v takem počutju človek ne more delovati racionalno in niti nima časa se posvečati temu, da bi raziskoval, kaj je dobro in kaj je prav. Seveda nihče več potem ne sprašuje svojega srca, kaj mu pravi, zato ker je to nepomembno, ker v glavnem danes tak in tak obstaja za vse skupaj predpis, za čisto vsako malenkost. In ker jih ne greš sam iskat, plačuješ odvetnika ali pa svetovalce ali pa kogarkoli drugega in vsem se pokoriš. Sebe pa popolnoma zapuščaš in sprejemaš to, da bo nekdo drugi odločevalec izven tebe, da bo namesto tebe razmišljal in se tehtal. In na nek način je to bom rekel, da je butalskost, neumnost hujša od hudobije, ker to je bil nek italijanski književnik ali nekdo, ki je rekel 5 zakonov neumnosti. Vem, da je Dieter Bonhoeffer tudi o tem govoril, predlagam, da se malo pogleda na internetu, ker je rekel, če imaš hudobneža, njegovo logiko nekako razumeš, pa tudi se mu da včasih kaj pojasniti, pa sovražnik je znan pri neumnežu, Prvič, z razumom ne moreš čisto nič dopovedati, vedno te lahko preseneti z novo neumnostjo in si popolnoma nemočen. Tudi če si umneš, recimo lažje deluješ na hudobneža, kot pa mogoče celo na neumneža. Tako da tudi ti priznavajo, sociologi oziroma ti razumniki, ki so to raziskovali, da je težje včasih z neumnostjo, butalskostjo. Ja, z butastim se ne moreš prepirati, pa brez veze se z njim pretepati. Lahko mu pokažeš samo vzor. Potem pa prepustiš ga tudi njegovi moči ali njegovi poti, ki si jo je pač zaželel ali izbral. Drugi izziv, mogoče.
tak povzetek Kuna kaže, vseeno kdo je Kun, zakaj je težko nesistemcem dokazovati, kako je oblast do resnice zatiralska. Slovenija ni demokratično okolje za vzpostavljeno svobodo govora, mišljenja in raziskovanja, saj stroka ni avtonomna. Izvajalec te usmerjenosti so univerze z akademiki. Nanje odločilno vplivajo navodila prostozidarjev, ki so izvrševalci navodil svetega sedeža. Bi pa to takoj samo še k enemu dodal, k enemu odstavku, se pravi intelektualci in zakaj pride do zopet neumnosti oziroma zakaj ni prave znanosti oziroma razuma. Naslednje sem zapisal zaradi prepoznavanja ponavljajočega se vzorca krutosti in vojnih manipulacij z namenom rodomora, genocida nad slovenskim narodom strani organizatorjev igre. Rodomor je RKC, to je Rimokatoliška cerkev, RKC, v svojih zgodnjih letih organizirala najprej v obliki pregona, pomora in sužnjenja starovedcev, glej Sveti Sava, že takoj o prevzemu Rimskega imperija. To politiko je nato nadaljevala z angažiranjem Turkov za izvajanje 500-letnega genocida nad Sloveniji, nadaljevala z organizacijo Prve svetovne vojne in s tem spremenila v krvaveči kompost večino Slovencev ter nadaljevala v satanistično-zionistični maniri Drugo svetovno vojno. Iz teh dveh odstavkov razberem, da ste identificirali torej cerkev, ki iz Sveti sedež, cerkev prek prostozidarjev na šole, na akademije, vpliva na, boste rekli, na kaj, indoktrinacijo, po drugi strani pa vpliva celo na ubijanje domačinov oziroma genocid, da celo rodomor poteka pod okriljem Rimokatoliške cerkve v sodelovanju z Turki. No to mi je, rekel, na podlagi tega, kar sam vem, precej tuje, pa bi vas prosil za razlago. Ja. Ni preveč komplicirano, ne? Zato ker če pogledamo, s kakim poslanstvom so šli Španci v Ameriko in kak odnos so imeli tam do domorodcev, potem lahko tega istega tukaj na našem prostoru tudi prepoznamo. Zdaj, glede na to, da starovedstvo tvorijo izročila ljudi, ki so poznani pod gnostiki, katari, bogomili in podobno, je bilo seveda to na poti tistim, ki so želeli vzpostaviti popolno avtoriteto nad vsem življenjem, ki se je potem manifestiralo v tisti slavni buli Unam Sanctam, ki govori o tem, da je papež razglasil, da je njegovo vse, kar je na nebu, na zemlji in na vodi. To je taka, bi rekel, trditev, ki je potem tudi uveljavljena z ognjem in mečem. In to se skozi zgodovino pokaže na ta način, da z manipulacijo, ki je bila izvedena nad večino ljudi, o tem, da naj sprejmejo nekega gospodarja nad svojim razmišljanjem in nad svojim življenjem, tudi to, da se očrni vse ostalo. In glede na to, tam je bil omenjen Sveti Sava, iz teh starih zapisov, ki so še ohranjeni in raznih beležk, je papež kronal glave, ki so potem dobile svetniški status glede na njihove rezultate. In tisti, ki je največ domorodcev pa tistega starega načina razmišljanja uničil, tisti je bil najboljši. In je bil tudi na ta način posvečen. Seveda to zdaj ni ljudem predstavljeno tako, da bi bilo dostopno. Za inkvizicijo se je RKC sicer opravičila, ampak to je samo eno teh delov. In tudi inkvizicija je bil taki psihološki prijem, kjer so ljudi pripravili do tega, da so izdajali svoje najbližnje in se lagali o takih stvareh, da bi se danes prav čudo. Zato, da so prišli do nekih brezveznih stvari ali pa položajev. V glavnem, katastrofa se je zgodila v človeški psihi z inkvizicijo in podobnimi prijemi. Zdaj, glede na to, da je treba poznati
kontrolo finančnih tokov, da lahko prideš sploh do tega, da rečeš, da je sveti sedež tisti, ki ima roko nad tem, kar se danes uči v šolah, kar potem akademiki razlagajo naprej, pa ni ravno točno, ampak je zelo ozko, ne? Zato ker ti na fakulteti še vseeno dobiš zelo ozek vpogled. Zdi se zelo širok, ampak načeloma, pa tudi namerno, zanemarja neke stvari, ki so izven tega pogleda, ampak so bistvene za pogled na celotno sliko. Tako da v tej knjigi je dosti takih. Zato pravim, da sem izbral tudi bolj kontroverzne dele iz Ivane, ker bi nekaj, ko bo bralec bral, hkrati rad mogoče ponudil, da se tudi mogoče sliši, kaj je možna razlaga, zelo na hitro, recimo, jaz verjamem, da so prostozidarji infiltrirali v cerkev, ne obratno, ker to so stara sovraštva, ker je tudi glede na to, da je to iz sumerskega verovanja preko egiptovskega in tudi kaj so njihove maksime, recimo, in tudi imate Bela Dot, je bila predsednica komunistične partije Amerike, ki je se dobi na internetu audio posnetek, rekla, da je sama pomagala infiltrirati od 900 do 1000 liberalno-marksistično usmerjenih v cerkev katoliško, da bi potem zasedli položaje in vplivali na politiko cerkve. To je bilo recimo v 20. stoletju. Potem, kar se tiče recimo Kolumba, zdaj sem ravno videl, da so vrgli na to sliko Kolumbov dan, ne vem, če so uničili to platno ali ne v Ameriki, ampak vse so prišli oni seveda z meči, ampak dvomim, da so najprej takoj pobijali, najprej so rekli, kaj je evangelij, potem pa so videli, kdo je proti temu. Recimo jaz sem bil na Islandiji in tam so sprejeli krščanstvo kako? Da je njihov starešina se za 3 dni zaprl v šotor in meditiral. In so brez upora sprejeli, prišel je čas, sprejeli bomo krščanstvo. Na Islandiji, to je v Godafoss, tam, kjer so slapovi bogov, tam je 3 dni meditiral. Ker potem, ko prijete, se pravi, z tem evangelijem, ker ta plemena so se med sabo tudi pobijala, tudi če bi šli v Azteke, Inke, če bi primerjali konkvistadorje, niso takoj pobijali, oni so takoj s sabo imeli tudi duhovniki, ki so rekli, prenašamo sporočilo, ki pa je kaj? Ljubi sovražnika, ljubi svojega bližnjega. Ja, to pa mi nekako ne bi, mi bi se med sabo še vedno tolkli. Ja, potem pa, bom rekel, so tudi seveda, da po surovine so šli v Ameriko, vsekakor zlato iskati in tudi so po kratkem postopku seveda kdaj upravili z uporniki, ker pri inkviziciji v Evropi je pa tudi, bom rekel, zelo zgodovinsko popačeno, ker se je začela sorazmerno pozno in zanimivo, ker ste tudi zagovornik prava, ona uvaja 2 priči. Torej 2 priče morata biti in branilca po službeni dolžnosti. To, kar danes poznamo advokata po službeni dolžnosti in 2 priče, je iz inkvizicijskih časov. Jaz verjamem, da tako kot resni viri, eni viri pišejo, da je bilo veliko manj žrtev in da je bilo celo zelo pozno. To ni tisti temen srednji vek, 1100, 1200, ampak celo na prelomu v novi vek in celo tam, kjer je tudi bilo zelo močno reformatorsko delovanje. In seveda je tudi civilna oblast morala izvršiti, ker cerkev ni imela pravice torej tudi ubiti. Po drugi strani, potem, kar se Turkov tiče, bi pa rekel, da je tu absolutno bilo, kar jaz vem, da je francoski dvor se spoprijateljil z Turki, da bi premagal Habsburški dvor. Ampak da bi krščanski kralj premagal drugega krščanskega z pomočjo Turkov. Ker drugače vi ste imeli že leta 1570 bitko pri Lepantu, to je velika bitka z ladjevjem, kjer so bili Turki dosti močnejši. In mi verjamem, da je bil na nek način celo čudež od takrat, celo to malo kdo ve, se zato 3-krat na dan zvoni. Ker drugače bi postala osmanska, turška, že takrat Evropa. Samo 100 let pozneje, pa pri bitki pri Dunaju, 1683, pa če ne bilo sovjetskega, ki so tudi združene krščanske armije premagale Turke, bi že takrat, oziroma Osmane, bi takrat že Osmansko cesarstvo segalo sem. In mi pa vemo, da takrat, ko si enkrat pod osmansko oblastjo, je sicer mogoče lahko svojo vero izvaja, ampak dejansko se moraš pomuslimaniti. Kar se pa tiče Albižanov, Katarov, Mahinejcev, tule bom pa rekel, ker je tudi tu to, kar so se prej pogovarjala. Tam je problem, ker gre za ontologijo, ki je zgrešena, torej kaj je bistvo človeka.
Oni so celo imeli za najvišje dobro, če si izstradal se do smrti. Torej samomor z stradanjem, ker je telo zlo, ker je ječa za duha. In oni so izhajali iz čistega dualizma. Krščanstvo je postavilo z evangelijem oziroma že svetim pismom, ko je Bog ustvaril, je bilo vse dobro. Dobra je bila zemlja, dobro je bila rastlinstvo, dobre so bile živali, dober je človek. Mahinejstvo, Albižani pa povejo ne, obstajata dva boga, temen in svetov. In tale svet materije je ustvaril temen Bog, črn Bog, ki je proti duhu in samo duh je resnično. Ker mi pa verjamem, da je Kristus stal s telesom oziroma da je vsaka materija oziroma telo bila že od začetka dobra, ker v Svetem pismu, ko je ustvaril, je rekel, glej, bilo je dobro prvi dan, glej, bilo je dobro drugi dan. In ko ti imaš tako močne lučine, ki verjamejo, da je to zlo, kar nas obdaja, potem postane destruktivni element tudi za družbo, ker njihovo dojemanje sveta, sebe in sveta okrog sebe je popolnoma diametralno nasprotno s tem, da je nekaj dobro, da moraš ljubiti sovražnika, da moraš ljubiti svoje telo, ki je tempelj svetega duha. In zato je bilo nekaj časa, vem, ker je sveti Bernard bil tudi na začetku zelo poskušal prepričevati manihejce, Albižane, Katare, oziroma malo zamenjujem vrsti red, eni so bili prej, eni pozneje, in nazadnje potem tudi že silo dovoljeval, ker se niso, to, kar so prej rekla, uklonili niti razumu, oziroma da če en Bog je ustvaril dober svet, ne pa slabega. In zato se mi zdi, da ta poganska etika ne more premagati z mojega vidika etiko krščanstva, ki pravi, ljubite se med seboj in ljubi svojega sovražnika. Etika krščanstva je pa v bistvu Jezusov nauk, drži? Ja, seveda. No, nauk cerkve pa ni Jezusov nauk, ampak je nauk cerkve. In narativa cerkve je spet malo drugačna. In sporočila Jezusa so tista, ki so človeku blizu, ko jih presoja po lastni vesti. In tam najde nek smisel, zakaj ravnati po njegovih besedah, ker ni težko. Jaz mislim, da je temu treba definitivno slediti, samo glede teh narativ, ker vedno zmagovalci pišejo zgodovino, je pa tako, da ni popolna, vedno je še en drugi pogled. In če bi radi bili popolni, bi morali vedeti vse, pa ne moremo. Zato pač se osredotočam na tisto, kar jaz želim iskati, ne to, kar mi nekdo predpisuje. Ja, se do popačen pride, se to sem ravno mislil zdaj reči. Seveda, mi še vedno verjamemo, da je tista cerkev, ki jo je Kristus ustanovil, ko je Petru dal ključe, še ostala, da je tista nepokvarjena, da je tam zapopadeno bistvo Jezusovega nauka. Da pa obstaja tudi človeški faktor cerkve, ki pa stvari popači, zlorabi ali kakorkoli, je pa dejstvo, ker smo ljudje podvrženi, torej izvirnemu grehu, oziroma smo tudi slabiči, slabotni in nam greh vlada, tudi nazadnje te izročilo pravi, da temu svetu gospoduje tudi, ne vem, temna stran, torej padli angel. In mi kot kristjani, verniki, nismo dolžni slediti tistemu delu, če ga oni prek, ne vem, televizije, medijev izpostavljajo, ki ni v skladu z Kristusovim naukom. Tako da to nimamo greha, oziroma mi verjamem, da je v samem katekizmu učenju pa ostalo tisto ohranjeno, da pa seveda ta človeški faktor, pa sva zopet pri brutalskosti, pa pri kako besediti neko pravo, se pa dejansko se strinjam zlorablja. In tudi sam sem kritik tega in tudi potem me že poznajo, da glasno izpostavljam, če nekaj ni v skladu z Jezusovim naukom. Absolutno. Bi pa šel zdaj tole na naslednje, torej svobodna volja in odgovornost. Svobodna volja in svet polarnosti sta tukaj zaradi zakonov stvarstva. Zakoni stvarstva so nam dani v rabo, da lahko izpolnimo svoje poslanstvo, izkustva življenja in objokovanja duše, ki se želi otresti od večne karme. Zato je cerkev brez milosti preganjala vse, ki so verjeli v karmo in reinkarnacijo, to je znovično umestitev, saj je s tem prevzela pristojnost in narek življenja in tako onemogočala svobodeno voljo človeka. Tule je podobno, ker potem bom rekel takoj pri tem najnem tretjem izzivu, bom dodal, govorite o 3 nespremenljivih stalnicah in ena, ki to ni, torej obstoj je, eno je vse, vse je eno, kar daješ se vrača in 12 vse veljavnih zakonov stvarstva.
Zdaj bi to povezal, se pravi, z izzivalnim vprašanjem, torej naslednja kontroverzija. Torej, cerkev seveda, da je potem brez milosti preganjalo vse, ki so verjeli v karmo, reinkarnacijo in da je to onemogočalo svobodno voljo človeka. Tule vaš komentar. Če poskušamo slediti tistemu Jezusovemu nauku, kako naj živimo, kako naj dojemamo samega sebe in kako naj sebe spoznavamo, govori o tem, da smo mi eno z Bogom. Da smo mi del enosti, torej del enosti stvarstva in to nam ponuja neomejeno polje možnosti. In mi izbiramo v tem polju možnosti, kaj bomo izkušali in kako bomo s tem postopali. Cerkev se pa tu v glavnem postavlja kot en posrednik. Mogoče je to dobro za tiste, ki ne znajo drugače živeti, mi rečemo butalci, in je to idealna rešitev, zato ker je nekdo, ki skrbi za to, da ne bojo delali takih in drugačnih neumnosti. Nekdo, ki pa gleda izven te skupnosti, ki išče svoje poti, pa pri tem ne škodi, kar je najbolj pomembno. Tako Paracelsu že je. Ja. In takrat bi moral biti v tem svojem izkušanju in preizkušanju svojega življenja neomejevan, dokler ne škodiš. In tukaj potem pride na mesto tisto lastno presojanje po svojem srcu, zato da priješ do tistih temeljitih spoznav, ki so res avtentični. Kant je rekel, človek je bitje za zakon. On rabi na nek način omejitev, ker drugače vakuumu se ne zna orientirati, obrniti. Mislite, da je neomejevanje prava pot do tega, da človek potem prave stvari dela? Ja, zdaj, seveda, podobno kot pri človeku je pri živali in potem še na drugi lestvici z rastlinami. Zdaj, mi lahko razmišljamo o tem, kako je fajn, da bo oreh rodil večje orehe, pa se probamo z njim zmeniti, daj malo se potrudi, ne bodi tak trmast, pa polovičarski, daj ti meni to eno bogatstvo. In oreh bo delal po svoje, lahko poskušamo vplivati, ampak narava gre en svoj tok, ki da svoj rezultat in imamo dejansko, lahko prepoznamo tisto, kar je avtentično, kar je avtohtono, je dobro, ker je v sozvočju in sodeluje z vsem ostalim, da ustvarja obilje za vse. Kakor hitro pa pridejo tuje invazivne vrste, kvarijo en red sozvočja in uničujejo tisto ravnotežje pa harmonije. Zato se pač trudimo, da bi bilo čim manj takih vdorov. Zato tudi potem lahko občudujemo naravo v njeni popolni lepoti. Zato ker je vsak element v tej naravi prepuščen lastni presoji in sodelovanju oziroma sozvočjem, ki jih ustvarja z ostalimi bitji. Tu je zdaj potem prišla na misel ta genski determinizem. Ja, pri naravi velja, ona te svobodne volje tudi, da bi drugače ravnala niti nima. Zdaj prenesti vse iz narave na človeka, da bi je podrejen genskemu determinizmu, to tudi delajo, pa behavioristi in tako naprej. Ampak jaz mislim, da za svobodno voljo dejansko je ključno vprašanje svobodne volje. Edino tu bi tako rekel, da v enem delu knjige, v enih člankih vidimo, da seveda tisto staroselstvo, recimo ti Slovani, pogani, staroverci, po drugi strani pa tule zdaj karma in reinkarnacije. Karma in reinkarnacije so značilnost hinduizma in sprašujem bolj to, se pravi, kaj je tale idejno miselni svetovno-nazorski okvir, ki se vam zdi, da je ta pravi, da je tisti, ali so to slovanski staroverci, ker oni niso imeli karme v smislu etičnega spreminjanja ali pa napredovanja ali pa nazadovanja, torej karma kot etičen inštrument. Oni so imeli, se pravi, živalske žrtve, za nekatere pravi še človeške, vsaj za vojne ujetnike, so jih lahko tudi, za sužnje so še lahko imeli, tako da politeisti so bili. Ali je to ta potem idejni okvir starovercev ali ta reinkarnacijsko-karmični hinduistični del, kateri se vam zdi, da bolj odgovarja temu naravnemu človeku, človeškosti?
Jaz verjamem, da dlje, ko gremo nazaj v zgodovini, tako vidimo, da so bolj kompleksne zgradbe pa bolj zahtevni monoliti za postavljati, ki so danes nedojemljivi za današnjo tehnologijo. Tak je bil tudi ustroj tiste družbe drugačen in nepojmljiv za današnje čase, ker smo pač navajeni na druge stvari in na druge koncepte. In smo sprejeli tudi en kup oblik naše manjvrednosti, ki dejansko ne bi smela biti v ospredju, ampak tiste naše dobre lastnosti, na katerih lahko gradimo neki smisel tega svojega bivanja in doprinosa k sozvočjem tega sveta v tem času. In zdaj, če pogledamo, da nekako arheološke stvari dokazujejo, da so tisočletja dolgo ljudje živeli v obilju, brez nekih vojn, se potem lahko vprašamo, kdo so tisti ljudje in kako so živeli. Ne? Težko to določimo, pa rečemo, pa preverimo, tak je bilo. Sicer izven tega, kar akademija ponuja, obstajajo še zapisi v obliki sloveno-arijanskih ved, ki prikažejo drugačne časovnice in beležijo stvari do 1,5 milijarde let nazaj, čeprav to izredno skopo, samo z eno vrstico sem nekje naletel. Drugače pa je to kar obsežno gradivo, ki govori tudi o odnosih med ljudmi in odnosi do narave. Zdaj pa, če vzamem za referenco to, da arheološke izkopanine kažejo, da so ljudje znali dobro živeti, pomeni, da tudi takrat, ko so bili dobro preskrbljeni pa imeli vse stvari urejene, niso težili k temu, da bi šli v vojne ali pa neko nasilje. In mislim, da se od tam ravno porajajo te pravne maksime, torej ne škoduj, pa ne omejuj drugih. Tako da... Ja, tu bi rekel, da se pravi ta že vedski čas, vede, ne? Recimo, kar je mene navdušilo enkrat, je Ptahotep, visoki svečenik egiptovski, 2000 let pred Kristusom je pisal pisma svojemu sinu. Mislim, neverjetno, kako etično, ne? Ravno to ne škoduj, v bistvu ta empatija oziroma zlato etično pravilo je že nekje slutiti, ne delaj drugega, kar ne bi želel, da drugi tebi. Ne? Ampak vseeno pa moram pomisliti na Atlantido, ne? Če so bili to že vrhunci, ne vem, arhitekture, astronomije, ne vem, tudi teh odnosov, je vseeno nek nauk zgodbe, da so se menda tudi sami uničili. Ne? In to pa, katerakoli civilizacija je bila, tudi Maji, Azteki, Tolteki, Olmeki, recimo velikonočni otoki, vsi so na koncu sami na nek način šli v avtodestrukcijo. Tako da ta na nek način plemenitost tistega časa verjetno bi se dalo marsikaj prenesti, naučiti. Ne vem pa, če se vse da ekstrapolirati, ker zgleda, mislim, potem bi še, če bi bili popolni, ne bi še jih danes bilo. Saj so bili nekateri 1000 let ali pa še več. Ne? Ampak meni je tu seveda ključno to, kar se dotikate na večjih mestih, ne ravno ta svobodna volja. In se mi zdi, pa bom zopet se tu postavil v advokata, tole tudi naše novoveškega krščanstva, ker vi imate v tem odnosu do bivajočega v krščanstvu svojega stvarnika, ki je oseba. In vi se pogovarjate s to osebo. Recimo Kristus je vprašal Petra, Peter, ali me ljubiš? Torej svoj stvarnik in Bog pravi tebe, lahko me ne ljubiš, vprašam te, če me ljubiš. Dve osebi se pogovarjata. In ti lahko rečeš da, lahko rečeš ne. Tu se potrjuje tvoja volja. Jaz sem odvisen celo kot Bog od tvoje volje. Jaz kot oseba, kot Bog ti je ne vsiljujem. Medtem ko pri karmi, pa reinkarnaciji, pa gre za mene kot osebo, ki sem pa potem prepuščen temu nekemu slepemu mehanizmu, ki je nek kozmičen univerzalni princip in ne zahteva ne mojega da, ne mojega ne, ampak jaz samo ravnam. In ta princip poskrbi, da če sem ravnal tako, bom imel 5 reinkarnacij manj, če sem ravnal tako, bom pa imel 15 reinkarnacij več. Ampak ta mehanizem samo zato skrbi, da bom potem s časom vi, jaz, vsi mi prišli skozi te inkarnacije, ker se bomo učili, da se prebije ta karmični krog. Zato je meni pomen svobodne volje nikjer ni močneje izražen, torej tudi v teh vedeh, v hindujstvu,
Vsej brali smo Bhagavad Gitu, ne, kako krotiti čutek, kako biti dejansko svoboden nad sabo najprej, ne. Ampak se mi zdi, da šele takrat, ko Bog reče, lahko se mi tudi upreš in jaz sem ta oseba, ki ti reče kot osebi, oziroma niti ne kot oseba osebi mogoče, ne, tako kot bitje bitju, no, če bova bolj v skladu s tem, z vašo terminologijo. Tako da, to bom rekel, so taki trije izzivi, ki se mi je zdelo, ker najdeš toliko že ob hitrem prebiranju določenih odstavkov, ki ti enostavno, bom rekel, dajo misliti in kar slišiš, kako sinapse preskakujejo. Ker mislim, da se počasi bližava 60 minutam, vam pa pustim za konec, se pravi, karkoli želite v tej knjigi, ali vsebinsko, ali sporočilno, kaj je ta, torej, tista zaključna misel, ki bi želeli, da gledalci in upajmo tudi bralci, ne, od knjige odnesejo, oziroma ali je še kaj v sami knjigi, kar nisem jaz izpostavil, ker nimava časa, pa bi vi želeli, da se izpostavi. Ja, knjiga ponuja en kup razmislekov in izzivov in pogledov, ki niso ravno utečeni, ki so gotovo, malo drugačni. Tako da fajn bi bilo, če ljudje razmišljajo, poskušajo raziskovati samega sebe, svoj smisel in ugotovijo tudi, kje leži njihova moč, zato da bojo prišli bliže k neki samouresničitvi, samoizpolnitvi, da bojo zadovoljni sami sabo in da bojo prepoznali tiste svoje kvalitete, ki se v današnjem času in okolju nekako skoraj da radirajo. Ne? Saj tako smo uvodoma rekla besedo transhumanizem, ne? Torej nekaj drugega, kot je človek. Ne? Jaz bi rajše videl, da se ukvarjamo s tem, kako je biti človek, dober človek, uspešen, neomejevan, svoboden. In če bomo kot taki uspeli razviti svoj svoboden pogled in svoj svoboden stav, bomo lahko živeli drugače. Ne glede na to, ali je nekdo butalec ali nekdo ni butalec, še vedno smo v tem svetu, kjer vse je. In ta naš pogled ustvarja resničnost. In če se bo naš pogled spreminjal, bo tudi resničnost za vse ostale postajala. Tako je ravno tukaj mogoče smisel te slike v knjigi. Ja, ker vibracija ustvarja obliko. Za konec mogoče gledalci samo še preberem 12 veljavnih zakonov stvarstva. Božanska enost, zakon vibracije oziroma zakon nihanja, zakon delovanja, zakon skladnosti, zakon vzroka in posledice, zakon nadoknade, zakon privlačnosti, zakon stalne pretvorbe energije, zakon nedoločnosti ali relativnosti, zakon polarnosti ali nasprotij, zakon ritma in zakon spola. Gospod Kojc, najlepša hvala in da bi še vam ta sad, ta uspeh, ki ste ga naredili s to knjigo, ne, dalo food for thought, kot pravijo, hrane za možgane, da bi se še to v nadaljevanju tudi mogoče, ali imate namen to nadaljevati, ali vas še kaj motivira, ambicija? Ja, jaz bi si želel za soljudmi soustvarjati neko prihodnost brez tega, da imamo diktirano, koliko lahko, koliko ne. Jaz vidim možnost, da nas okolje obravnava kot ljudi, ne kot osebe. Torej ne kot podrejence, ampak tiste, ki svobodno živijo svoje življenje in potujejo in ustvarjajo odnose po svoji meri. Ne rabi biti vse predpisano in predpiše se samo tistim, ki so del neke pogodbe. In ravno to, da smo mi tisti, ki smo sposobni ustvarjati pogodbo in je to naša človekova pravica svobodno sklepati pogodbe, dajmo se tega poslužiti, spoznajmo svoje človekove pravice, zato ker lahko marsikaj. In to se meni zdi nad vse vredno. Jaz bom poskušal živeti čim bolj naravno, čim bolj v stiku z Bogom ali pa stvarstvom, svojo enostjo poskušal dajati odgovore na vprašanja duše, ki bojo avtentični. Dela bo zadosto, dela ne bo zmanjkalo. Ne bo zmanjkalo. Še to, kje se dobi knjiga, koliko stane, boste se potem že zmenili, ali to tudi rečejo, ali pa kje se dobi, torej kje lahko kdo to knjigo dobi? Za enkrat so me ljudje kontaktirali preko Facebooka ali pa na profilu Svoboden človek.
Se pravi, če Facebook, Boštjan Kojc, pa se takrat pozanimajo, kako priti do tega. Tako. Najlepša hvala. Najlepša hvala, Bernard. Ja, wow, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bila oddaja Neposredno, do naslednje pa lep pozdrav.